Dober večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Včerajšnji koalicijski vrh na Brdu pri Kranju je ponudil prve odgovore na to, kako naj bi izgledale reforme na področju pokojnin, na področju plač v javnem sistemu, no pa tudi kar se tiče drugih reform, recimo tudi novih gradenj stanovanj. Obljubili so jih v vladi Roberta Goloba 3000 začenši z letom 2026. Minister za finance Klemen Boštjančič pa pravi, da bo stroške vseh predvidenih reform še izračunal in analiziral, kar zbuja dvome v to, kakšno bo stanje javnih financ. Moj nocojšnji gost je nekdanji minister za finance, tudi poslanec nekdanje stranke SDS, magister Andrej Šircelj. Dober večer. Dober večer. Začniva torej z napovedanimi reformami vlade Roberta Goloba, drugi koalicijski vrh leta 2023 in najprej izjava predsednice SD Tanje Fajon takoj po koncu vrha, da je reforma plač v javnem sektorju, reforma, od katere bodo odvisne vse nadaljne reforme, da je to najtrši oreh koalicije. Zakaj ta reforma plač v javnem sektorju po vaše tako zelo pomembna in da je vse odvisno od nje? No, a je zdaj vse odvisno od nje ali ne, to je seveda trditev gospe Fajon. Dejstvo pa je, da enostavno plačni sistem v javnem sektorju več ne deluje. Pravzaprav plačni sistem gre v neko enakost, ne razločuje se več med tistimi, ki delajo dobro, ki delajo bolje, ki delajo še boljše in med tistimi, ki delajo slabo. To je prva, bom rekel, napaka te reforme oziroma prva težava te reforme. Drugo je seveda tudi, da so enostavno ta plačni sistem ni več motivacijski in predvsem je nepregleden. Nenazadnje so porušena vsa razmerja. Kakšna bo ta reforma, pravzaprav neki obrisi so, vendar je to glede na to, koliko je ugibanj, koliko je informacij in tako naprej, to predstavlja velika tveganja za javne finance, predvsem zaradi tega, ker ni dan tisti končni finančni cilj, z drugimi besedami. Ali bo masa plač enaka po tej reformi ali ne, ali bo višja ali bo nižja. Verjetno glede na zahteve vseh, ki so vključeni v te razprave, bo ali enaka ali višja, vendar to je ključno vprašanje za javne finance in ne le za javne finance, ampak seveda tudi za bom rekel, delovanje vseh javnih uslužbencev. Glede na to, da zdaj nastajajo, bom rekel, neka tekma med zdravniki, učitelji, vsi vojaki, policisti in tako naprej. Tukaj jaz mislim, da to vsekakor ni dober začetek za takšno reformo. Vsekakor pa bi treba bilo postaviti končni finančni cilj te reforme in koliko bo to vplivalo na javne finance. Ne tako dolgo nazaj smo v oddaji Vroča tema gostili tudi nekdanjega ministra za javno upravo, gospoda Gregorja Viranta, ki je dejal, da je sistem plač v javnem sektorju, ta enotni plačni sistem, začel razpadati nekje z nastopom Cerarjeve vlade. Včeraj pa je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik dejala, da itak ta sistem ne funkcionira in da ga zdaj preprosto ne bo več. 7 ločenih plačnih stebrov znotraj enotnega plačnega sistema. Dobra rešitev ali ne? No, vsaka rešitev, ki bo drugačna od sedanje, bo boljša, ker dejansko ta sistem ne deluje več. Drugo pa je, ali se bodo seveda vsi strinjali glede razmerij med temi plačnimi stebri in glede teh razmerij je seveda poenostavljeno povedano to, ali bodo učitelji zadovoljni ne le s svojimi plačami, ampak tudi z plačami, naprimer zdravnikom in bodo rekli, da so ene plače višje, manjše, da si eni zaslužijo več ali ne, manj. Predvsem zaradi tega, ker tukaj je sedanji plačni sistem je zagovarjal neko primerljivost. To se pravi primerljivost med različnimi poklici. In ljudje so seveda navajeni, da se primerjajo, ljudje so navajeni tudi, da primerjajo eno plačo z drugimi. Ampak ministrica pravi, da se je do zdaj primerjalo neprimerljivo. Se vi s tem strinjate?
Na nek način se je verjetno primerjalo tudi neprimerljivo. Tukaj, bom rekel, imamo seveda posamezne poklice, ki so dejansko neprimerljivi. Vendar drugo, kar je, da so ljudje so se navajeni primerjati. Jaz, bom rekel, lahko rečem, da če sta dva v sobi in oba dobita povišico plače in en dobi večjo povišico kot drugi, je ta drugi vsekakor nezadovoljen, čeprav je tudi on dobil povišico plače. Skratka, jaz mislim, da je neka slaba lastnost ljudi, to je zavist in mislim, da tukaj bo treba upoštevati tudi ta psihološki faktor. Zdaj, obljubljeno je razmerje znova med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju 1:7. To razmerje je trenutno nekje 1:4,7. Torej, obljubljajo, da se bo ta sistem znova vzpostavil in da bo ta razlika, da bo spet, ne vem, delo tistih, ki so na višjih položajih, bolj nagrajeno in bolj cenjeno. No, jaz mislim, da tukaj zraven je treba seveda dodati tudi način ugotavljanja, bom rekel, tistega dela plač, ki temelji na učinkovitosti, pridnosti, inovativnosti, uspešnosti posameznika. In vsekakor je prav, da tisti, ki delajo bolje, so tudi bolje nagrajeni. Danes so vsi približno enako nagrajeni, gre skratka za uravnilovko. Tukaj pa mislim, da je potrebno to razmerje vsekakor povečati, tako navzgor kot navzdol. In tukaj je seveda tisti del, ki bo dodan zaradi recimo temu večje učinkovitosti, večje delavnosti, večje inovativnosti. Tukaj je treba seveda temu dati poseben poudarek. Seveda ljudje pa navadno tega nimajo najbolj radi, saj ne vsi. Ja, vlada napoveduje, da bo delovala zelo hitro, da bodo reforme realizirane v doglednem času. Tukaj je govora tudi o tem, da ne bo več plačnih razredov pod minimalno plačo. Ta se je pred nekaj tedni dvignila še za 100 evrov, za kar so bili zelo kritični v gospodarstvu. Kako torej razložiti te nove razmere gospodarstvenikom? Niso preveč navdušeni, ne? No, prvič gre seveda za dvig minimalne plače, na drugi strani, bom rekel, na eni strani dvigujemo minimalno plačo, ta vlada dviguje minimalno plačo, na drugi strani bolj obdavčuje to minimalno plačo, ker s temi popravki, ki jih je v zadnjem času oziroma naredila s 1.1., začeli so veljati s 1.1., dejansko bolj obdavčujejo plače, bom rekel tudi tiste nižje, ki zapadajo pod to splošno oprostitev. Po drugi strani pa za gospodarstvo ne pomeni to samo višjega stroška, pomeni tudi težavo glede razmerij med plačami v enem podjetju. Skratka, sedaj zmeraj več ljudi bo imelo, če želite, minimalno plačo, če se ne popravijo tudi ostale plače. To je vsekakor, bom rekel, nek pritisk na plače, ki sam po sebi seveda, bom rekel, morda tudi ni slab, povzroči pa precejšnja tveganja, prvič stroškovna, drugič povzroči seveda tudi administrativne stroške, administrativna tveganja, prilagoditev plač, povzroči nenazadnje, bom rekel, tudi precej slabe volje med ljudmi in tako naprej, tako da na ta način se vsekakor to ne dela v gospodarstvu. Jaz mislim, da v gospodarstvu veliko bolj pride do izraza, da tisti, ki so pridni, dobijo tudi višjo plačo in niso potem na minimalni plači. Ampak a je ob naraščajočih stroških vladi preostalo kaj drugega kot dvig minimalne plače? Plačna politika seveda lahko sledi povečanim stroškom ali, če želite, tudi inflaciji in seveda potem pride v nek krog, začarani krog. In bolj se povečujejo plače, višja je dejansko tudi inflacija. In sedaj tukaj je treba povedati, da če govorimo o tem povečanju plač zaradi povečanja cen, potem moramo seveda povedati, da je to, bom rekel, zaključen krog in inflacija bo zaradi tega lahko tudi vedno večja oziroma se ne bo zmanjševala. Zaradi tega bodo seveda tudi obresti večje, zaradi tega bodo krediti dražji in tako naprej. Tako da tukaj je, bom rekel,
to početje relativno tveganje. Jaz ne rečem, da se plače ne smejo, ne morejo toliko povečati, vendar je seveda vprašanje za koliko. Tako da vsekakor so tukaj z finančnega zornega kota veliko bolj priporočljivi enkratni ukrepi, ki blažijo draginjo. Recimo, kakšni enkratni ukrepi? Enkratni ukrepi, da se doda enkratni dodatek zaradi draginje, recimo. To z finančnega zornega kota pomeni seveda enkratni odtok denarja. Če pa vi dejansko celotno maso povečate in seveda povzročite, da se vse plače povečujejo, potem z finančnega zornega kota, tako z področja javnih financ kot z podjetniških financ, dejansko pomeni lahko večje težave in za državo, in za javne finance in seveda tudi za podjetja. Poglejte, vaš naslednik, finančni minister Klemen Boštjančič, pravi, da bo še analiziral, koliko bo ta reforma plač v javnem sektorju dejansko stala. A je to malce nenavadno, da še ne ve? Ob tem, da so reforme že napovedane. Jaz mislim, da pri vseh reformah bi si mogli postaviti končni cilj, končni finančni cilj. Kaj to pomeni za javne finance? Tukaj bi morali seveda skleniti tudi dogovor, da se ta cilj ne bo presegel in da dejansko je to tisti maksimum, ki ne bi bil dosežen. Pri vseh reformah. In še vsekakor pri plačnem reformi. To se pravi, ministra za finance zanima masa plač in koliko bo ta vplivala. Če tukaj je odprto, in tako kot zdaj je odprto, ker gre za tekmovanje različnih poklicnih skupin, različnih sindikatov in tako naprej, gledajte, potem je tukaj zelo, zelo veliko tveganje za javne finance in seveda ta povečanje mase plač seveda potem vpliva na inflacijo, vpliva, bom rekel, tudi na plače v gospodarstvu in tako naprej. Skratka, tukaj imamo ta krog, ki ni dober za javne finance. Zaradi tega jaz mislim, da tisti, ki pripravlja plačno reformo ali pa katerokoli drugo reformo, tisti minister mora dati predlog finančnih posledic. In to je tudi po vseh, če želite, aktih vlade, da pripravljalec zakona je nosilec tudi ocene finančnih posledic. Torej, hočete povedati, analiza bi že morala biti narejena? Seveda, analiza, za koliko se bodo plače povečale v celoti, bi morala biti določena, ko se začnemo o tem pogovarjati. Tukaj mora biti meja, mora biti limit. Drugače, seveda, so javne finance v veliki nevarnosti in povzročajo nestabilnosti in še nekaj je pomembno, dajo signale. Tukaj date signale na eni strani in tistim, ki se bodo pogajali, zavzemali za čim višje plače in seveda dajo signale tudi finančnim inštitucijam. Bolj se bodo povečale plače, višja bo inflacija, slabše bodo ocene različnih finančnih inštitucij za Slovenijo. No, z napovedano reformo plač v javnem sektorju so tudi že na nek način preseženi izdatki v proračunu za leto 2023. Napoveduje se rebalans proračuna, minister oziroma premier Golob še ne ve, kako velik bo, kako velik rebalans si lahko privoščimo po vaše, kako ugodna je gospodarska klima? Zdaj, tisto, kar je do zdaj obljubljeno, brez te, bom rekel, velike plačne reforme, to, kar je obljubljeno različnim poklicnim skupinam, ne vem, sodnikom in seveda vojakom, zdravnikom in tako naprej, to je v bistvu v proračunu za leto 2023, po moji oceni. Več prostora dejansko tukaj ni dosti. Zdaj seveda vnaprej, katerakoli plačna reforma zahteva rebalans ali za leto 2023 ali seveda, če bo to začelo veljati z letom 2024, potem tudi rebalans za leto 2024. In tukaj je treba postaviti cilje. Tukaj je enostavno treba postaviti cilje, bom rekel, prihodki so dobri, so veliko večji, kot so bili načrtovani, prihodki so za 15% večji, po drugi strani so pa odhodki še večji, kot so prihodki, so pa 17 do 18%, tako ocenjujem. In seveda, to pomeni seveda večji primanjkljaj, to seveda pomeni, da enostavno za več ne bo denarja, razen če se ne uvede novih davkov ali če se še dodatno zadolži. No, to je čista matematika, v kateri ponavadi govorite finančni ministri, ne pa
me zanima sledeče. Kaj pomeni v praksi rebalans proračuna? Nekje je ta denar potrebno dobiti. To pomeni davke kaj na premoženje, na nepremičnine? No, tukaj je seveda potem to stvar davčne politike in pri davčni politiki je izredno pomembna stabilnost. Glede to, da pač menjajo davčni sistem in so davčno politiko zdaj menjali tudi že za leto 2023, če ne drugega, to povečuje nestabilnost, povečuje tveganje za gospodarstvo. Je bilo vredno spreminjati davčno politiko iz prejšnje vlade? Jaz mislim, da tukaj je šlo predvsem za to, da se pokaže, bom rekel, na eni strani tudi ego in na drugi strani to, kar so ves čas govorili, da bo takšen in takšen primanjkljaj, čeprav ta primanjkljaj ga ni bilo. Kot sem že omenil, prihodki celotni so se povečali za 15%, prihodki iz naslova dohodnine za 4%, tako da tega primanjkljaja v bistvu je ves denar, bom rekel, ki je bil preocenjen, da bo primanjkljaj iz te prejšnje davčne reforme, je v bistvu zdaj že prišel noter, tako da ni bilo po moje nobene potrebe za to. Ampak finančni minister bo denar nekje moral dobiti, ne? Kaj se ponavadi naredi? Ja, lahko se dvigne davke, ne? Lahko napovedanje davk na premoženje, ne? Ki je prav tako velika neznanka, koliko od tega davka na premoženje. Kaj pomeni davek na premoženje? Ja, najprej treba opredeliti premoženje. Kaj to vse pomeni za davčne namene? Premoženje vemo, da je nepremičnina, premičnina, delnica, obveznica, depozitne vloge, če želite, srebrn pribor, zlatnina, umetnina, slike, kipi in tako naprej. In če vse to premoženje, če mislijo vse to obdavčati, je treba seveda ugotoviti vrednost, treba je to popisati, treba je narediti popis, treba je seveda posameznosti od vsakega tega premoženja ugotoviti, ne vem, in seveda zraven računati na marsikatero, bom rekel, vprašanje, na katerega ne bo odgovora in seveda vse to povečuje strahotno nestabilnost. Uvajanje takega davka je seveda povečuje nestabilnost, nesigurnost pri ljudeh, pri podjetjih in tako naprej. A bo to premoženje samo podjetij, posameznikov ali tudi podjetij? Tukaj je treba na ta vprašanja enostavno odgovoriti. Ne? Tako da tukaj, a veste, samo govoriti o nečem in zraven ne povedati saj osnovnih parametrov glede tega in tudi koliko bomo zdaj več denarja z tega dobili. Jaz kot vem, finančna uprava zelo, zelo natančno oziroma pospešeno ugotavlja, kakšno je premoženje Slovencev in tako naprej. Ampak tukaj je treba zagotoviti, da bo sistem in življenje v državi glede tega stabilno, da se ne bodo ljudje bali za svoje premoženje. In visoki davki, to je pač moje prepričanje, nikoli ne prispevajo k temu, da bi ljudje več investirali, da bi ljudje več delali, da bi ljudje bili bolj inovativni, bolj uspešni, bolj podjetni. Ne nazadnje, visoki davki, bom rekel, so tisto, kar hromi podjetništvo. In jaz o podjetnikih in podjetništvu od te vlade nisem slišal praktično še ničesar. Tudi ne vem, to podpirajo ali ne. To je očitno davčna politika te vlade, v kateri ima, vsaj tako se zdi, veliko vpliv stranka Levica. Ne? Obdavčeni bodo tisti, ki imajo nepremičnine in premoženje, ne tisti, ki jih nimajo. Ja, čeprav so vsi ti, ki to imamo, nepremičnine, smo davke že v preteklosti plačali. Gre seveda za to, da na eni strani imamo dve doktrini. Na eni strani, če rečemo, da so ti davki nizki in tako naprej, pomeni, da bomo čim več denarja pustili posamezniku ali podjetju, ker on najbolj ve, kam ta denar dati. In ker je tudi denar posameznikov. Davek je denar posameznikov. Davek ni denar države. Posamezniki so ga ustvarili. Ali preko podjetja, ali s svojim delom in tako naprej. In tukaj seveda ena doktrina pusti. Druga doktrina reče ne, mi bomo pa vse vzeli, čim več bomo vzeli in mi smo najbolj pametni in mi bomo vedeli, komu kaj porazdeliti in mi bomo zdaj tisti, ki bomo postavljali kriterije, pa administracijo, pa birokracijo, pa tako naprej, ko bomo zdaj to dali. In seveda ti veliki davki dejansko pomenijo to. Ne? In tukaj se, bom rekel, na eni strani duši individualnost, samostojnost ljudi in tako naprej. Skratka, vsi naj bi bili čim bolj odvisni od države.
In država je tista, ki naj bi poskrbela za vse. Oprostite, tukaj gre seveda, neko nasprotje glede človekovega bivanja in seveda tudi glede človekovega delovanja, kaj ne bi on dejansko ustvarjal v življenju. Ne moramo vsi čakati na državo in reči, država nam bo dala denar, nam bo dala stanovanje, nam bo dala službo ali pa ne službo in tako naprej. Ljudje smo tisti, ki bomo to ustvarjali. Ampak očitno gre za ustvarjanje politike enakosti. Vzeli bomo tistim, ki imajo, tistim, ki nimajo, pa bomo dali. Ja. In seveda pri tem se duši samo iniciativnost ljudi. Jaz nisem proti socialni politiki, jaz sem za učinkovito socialno politiko. Jaz sem za to, da se da tistim, ki dejansko potrebujejo in ki ne morejo ustvariti, da se jim pomaga država. Vendar, če govorimo pa zdaj o vsesplošni doktrini, da se bo to tako dejansko delalo, potem enostavno mladi niso niti zainteresirani, da bi kaj počeli, ker bodo rekli, ja, se bo država vse dala. Kje je razlika med učinkovito socialno politiko tipa Skandinavija in socializmom? No, tukaj, če govorimo zdaj, moramo seveda reči, da zadnje analize in tako naprej in je tudi precej kritičnosti do socialne politike, tudi te skandinavske socialne politike. Tudi ni vse tako lepo, kot si dejansko predstavljamo, predvsem ne v vseh državah, ali pa kot smo včasih dejansko mislili, da je. Po drugi strani pa razlika je seveda v tem, da pri učinkoviti socialni politiki dajemo tistemu, ki ta denar dejansko potrebuje. Ali zaradi tega, ker je osebno prizadet, ali zaradi tega, ker je zgrešil v življenju, da je naredil napako in mu je treba pomagati in tako naprej, da je naprimer invalid. In tistemu je seveda treba, da tudi glede na družinsko politiko, se pravi, koliko ima otrok, treba je vlagati v otroke in tako naprej. To je dejansko investicija. V socializmu pa dejansko pomeni, da bomo enostavno vsi enaki, da je treba vzeti tistim, ki imajo več ali še več in dati enostavno vsem pomalem in vsem zagotoviti, nek dohodek, neko stanovanje in tako naprej. Gospod Šircelj, napoveduje se gradnja stanovanj, neprofitnih javnih stanovanj, 5000 ali 3000, niso se čisto poenotili v vladi, koliko začenši z letom 2026, ampak pravijo potem pa vsako leto 3000. Je denar za to? Jaz ne vem, kdo bo gradil. Mislim, če bo zdaj to vlada gradila ta stanovanja, ali bo to zdaj gradil stanovanjski sklad in tako naprej. Pravijo stanovanjski sklad. Če bo to stanovanjski sklad bo moral dobiti svoje vire. Jaz teh virov ne vidim. Zdaj, neprofitna stanovanja je seveda vprašanje, kaj ta cena dejansko pomeni. Neka najemnina najbrž bo. Stanovanjski sklad bo denar dobil ali direktno iz proračuna, kar pomeni višje davke, ali se bo zadolžil. Če se bo zadolžil, bo treba s to profitno najemnino dejansko plačati tudi, te obresti in tako naprej. Jaz trenutno seveda tega denarja ne vidim, da bi bil zdaj zagotovljen. Lahko pa začnejo seveda graditi. Jaz upam, da je vse urejeno glede zemljišč, glede lokacij, glede vseh dovoljenj, glede gradbenih podjetij, ki bodo to delala. Minister za solidarno prihodnost pravi, da bodo začeli graditi še letos. Ne? Delavcev, ki bodo to delali, da imamo delovno silo in načrte in tako naprej. Zdaj, tukaj seveda, če bo država začela to graditi, potem ja. Ampak tudi stranka SDS je obljubljala nova stanovanja. Kako pa bi jih SDS gradil? Glede, SDS ne more graditi, gradila bi seveda neka vlada in tako naprej. Jaz sem povedal, na kakšen način. Se pravi, če bo to gradil stanovanjski sklad, mora stanovanjski sklad imeti nek vir. Poleg tega moramo seveda oceniti, kaj to pomeni iz tehničnega vidika. Ali, jaz ne vem, ali imamo v Sloveniji zadosti delavcev za to, da so te gradnje pričele. Jaz mislim, da ne v tem trenutku. Drugo, kar je, pa vzemimo samo finančno vprašanje, tukaj je treba seveda potem iz tega vira narediti učinkovito gradnjo, začeti graditi ta stanovanja in potem verjetno po nekem ključu ta stanovanja tudi deliti. Dotakniva se v zaključku debate še ene pomembne točke, teme.
In to so zahteve upokojencev. Včeraj smo videli protest na Trgu Republike, bilo jih je več kot 10 000, po ocenah organizatorjev blizu 20 000. Njihove zahteve pa dostojna pokojnina, sporočilo jasno, ne želimo si evtanazije, ampak dostojne pokojnine. Kako realne so zahteve upokojencev, videli smo kar precejšnje zvišanje. Za tiste, ki imajo najnižje pokojnine, ne pa za tiste, ki imajo nad 1000 evrov. Ja, moje mnenje je seveda, da prvo vsak človek mora dobiti dostojno pokojnino. Tako da tukaj ni nobenega dileme. Vsak človek mora dobiti tisto pokojnino, ki mu omogoča dostojno življenje. Tako da tukaj, jaz mislim, tukaj je zdaj samo vprašanje vira. Od kje? Mi imamo na eni strani pokojninski sistem, ki je tudi že nekoliko skrivičen in tako naprej, ampak še vseeno velja, da če več vplačuješ, imaš večjo pokojnino. Je pa ta pokojninski sistem precej netransparenten, predvsem v tej smeri, da so različne osnove, da so različni viri in tako naprej, iz česar se plačujejo te pokojnine in tudi ves denar se ne šteje v pokojninsko osnovo, kar seveda je treba popraviti. Moj predlog je že dolgo časa, da se poveča transparentnost in da se poveča motivacijo, da bodo ljudje raje plačevali v ta pokojninski sistem. Ampak to govorimo o tistih, ki bodo še varčevali za svoje pokojnine. Kaj pa tistih, ki so že upokojeni, pa želijo višje pokojnine? Tukaj je treba narediti enostavno prehodno obdobje. Treba je seveda zagotoviti za tiste, ki imajo danes prenizko pokojnino, je treba zagotoviti vir iz državnega proračuna. In nazadnje državni proračun že zdaj plačuje v pokojninsko blagajno, različno med 800 milijoni in nekoč je bilo to že skoraj 1,5 milijarde, 1,5 milijarde, 300, 400. In seveda za te, če želite, pokojnine, ki imajo socialno naravo, ker nekdo dobi denar seveda zaradi tega, ker ni zadost denarja se nabralo za njegovo pokojnino v pokojninskem sistemu, temu bo pomagala država. In mislim, da je na ta način treba narediti transparenten sistem. Na eni strani bodo ljudje imeli vsi dostojno pokojnino in na drugi strani bomo imeli motivacijo seveda tudi zato, da se bo enostavno več plačevalo v pokojninski sistem. Glede na demografske značilnosti, kar pomeni, da bo vedno več ljudi starejših in bo treba več denarja za pokojnine. Prejšnja vlada je imela demografski sklad, ta se žal ni uresničil. To bi bil stabilen dodaten vir za pokojnine. In kakorkoli že, zdaj bo treba iskati nov vir ali pač prihodnje vlade, pa se bodo najbrž s tem ukvarjale. No, saj, to je bilo vprašanje. Potrebno bo najti nek nov sistemski vir financiranja za pokojnine. Prebivalstvo se stara, povprečna starost je 45 let. Bo to največji izziv prihodnjih vlad? Ja, vsekakor. Recimo, kot vem, leta 2050 naj bi v bistvu en zaposlen skrbel za enega upokojenca. Ti demografski podatki so precej zaskrbljujoči in tukaj je treba najti nov vir. In mi smo ga, prejšnja vlada ga je našla, žal ga ta vlada ni sprejela, ga niso nadaljevali. Tukaj so še šlo za različne interese, predvsem kapitalske interese. Žal to ni šlo skozi parlament, skozi državni zbor in zaradi tega smo zdaj na začetku tega. Zdaj ne izvaja se zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela vaša vlada, nov, ki bo stal 0,5 milijarde evrov, pravijo, za tega pa imamo sistemski vir financiranja. Kje dobiti denar za teh 0,5 milijarde evrov? No, v prejšnjem zakonu oziroma tem zakonu, ki se ni začel izvajati, je bilo določeno, koliko denarja naj bi se potrošilo za dolgotrajno oskrbo po letih. V začetku naj bi plačevali se to iz proračuna, denar je bil tam dejansko zagotovljen. Potem bi bilo pa vprašanje, ali zagotoviti še dodaten vir. Ampak to so kritizirali, da se potem ne ve, kaj bi bilo potem. Ja, vedno so mi sprašvali, kje dobiti denar, že od začetka. In ko sem bil minister, je bil velik pritisk, da se uvede dodaten prispevek. Denar od tega prispevka naj bi se nalagal v nek fond. Kako bi se porabljal, se ne ve.
in ni se vedelo niti, kaj bo vključevala dolgotrajna oskrba in ni se vedelo, v kakšnem obsegu in ni se vedelo dejansko, ali imamo dovolj kadrov za to. Ne vem, ali se danes vse to ve. Če se danes vse to ve, potem denar ni problem. Ampak mislim, da je težava nekje drugje, predvsem v kadrih, predvsem v storitvah, ki jih je treba upravljati in predvsem v delitvi med socialno in zdravstveno sfero, če želite, in v tej smeri je potem priročen izgovor, vse denarja ni in mi rabimo nek prispevek, da bomo imeli tam nek fond, iz katerega se bo to nalagalo. To bi pomenilo naprejšnjo obremenitev gospodarstva ali ljudi, ta denar bi pa nekje verjetno stal. Tako da vedno je bil to priročen izgovor. In zdaj se je seveda tudi pojavil. Ker smo na koncu oddaje, vprašanje morda za konec. Vse te napovedane reforme, še zdravstvena, ki sva jo tudi omenila, bodo nekaj stale, povedali ste svoje mnenje. V kakšnih razmerah bo delovala ta vlada? So ji gospodarske razmere naklonjene? Je naša država na dobri poti, da se izogne neki hudi recesiji? No, jaz ne vidim, tudi glede na napovedi Mednarodnega denarnega sklada in ostalih, da bi prišlo v naslednjem letu do neke velike recesije. Tudi napovedi so tukaj veliko bolj optimistične, kot so bile pred nekaj meseci. Tudi svetovno gospodarstvo deluje bolje, kot je bilo napovedano. In seveda tukaj jaz ne mislim, da bi v naslednjih 2 letih prišlo do neke velike recesije. Je pa seveda vprašanje predvsem inflacije in vprašanje inflacije in visoke inflacije, ki je, bom rekel, največje tveganje za to vlado, je pa seveda odvisno od tega, od plačne politike in na drugi strani seveda tudi od tega, kako bodo brzdali odhodke. Tukaj gre za vprašanje odhodke in te odhodke bo treba določiti ciljno vrednost, cilj, finančni cilj in potem bo seveda veliko več stvari jasnih. Gospod Andrej Šircelj, hvala, ker ste bili moj gost na Domovini. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. To je bilo vse v oddaji Vroča tema. Spet smo skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera, lahko noč.